Torej dialog kot tak, kot sredstvo komunikacije je pravzaprav prisoten na vseh ravneh družbe. Gre za neko potrebo po izražanju lastnih interesov in hkrati usklajevanju z drugimi. Gre torej za nenehno prilagajanje. V nasprotnem primeru, ko torej izražamo eksplicitno samo lastni interes, govorimo pravzaprav o pomanjkanju komunikacije in o neki obliki pravzaprav neverbalnega nasilja, kar pa v družbi, v kulturni družbi, v kateri živimo, pravzaprav ni sprejemljivo. In na tej točki nastopi kulturni dialog. Vsak človek je unikat in je tukaj na zemlji z edinstvenim namenom. Kulturni dialog je zame iskreno poslušanje in govorjenje. Je srčno sprejemanje in dopuščanje. Odprt, strpen, enakovreden. To je za mene kulturni dialog. Da se lahko s sočlovekom pogovarjaš, deliš z njim svoja mnenja, kljub temu, da sta mogoče vajna stališča različna, da so vajna prepričanja različna, da so vajni pogledi na določeno stvar popolnoma različni, ampak še vedno ga pa spoštuješ in sprejmeš njegovo mnenje in njegovo prepričanje. Da ga sprejmeš takega, kot je. In to je za mene kulturni dialog. Gre za izražanje lastnega interesa, ampak hkrati sprejemanja interesov drugih, tega procesa usklajevanja in prilagajanja. Na ravni kulturnega dialoga mislim, da lahko govorimo o hkrati pravici, ampak tudi odgovornosti, da se kulturni dialog izraža in je vzpostavljen. Kultura dialoga je za mene to, da najprej nekdo govori, pa pol drugi posluša, pol pa ta drugi govori, pa ga prvi posluša. Pa vse skupaj v nekem spoštljivem, dostojanstvenem, pa ljubečem odnosu do kogarkoli, tujca, poznanega. V bistvu mi je to najbolj ta neka sočasnost tega, da poslušaš in si slišan. Kulturni dialog je odprta in predvsem spoštljiva izmenjava mnenj, ki so drugačni od lastnega. V Sloveniji kulturnega dialoga primanjkuje, kar nakazuje na to, da smo precej, če ne zelo nestrpna družba. Kulturni dialog je prostor ustvarjalnosti, prostor, kjer se krešejo nove ideje, prostor medsebojnega razumevanja in spoštovanja. Če hočemo razumeti, kaj je kulturni dialog, moramo najprej razumeti v bistvu kulturo, ki pa prihaja iz umetnosti narave. In če je narava kreator v bistvu vse umetnosti, smo mi tisti, ki to naravo samo prevajamo skozi barve, glasove, besede, gibanje in tako dalje. In če pogledamo svet, se v vsakem okolju zrcali umetnost takšna, kot je njena narava, iz katere prihaja. Zato so tudi barve, besede, melodije, ritmi in tako dalje refleksija teh prostorov, od koder prihaja. Narava pa vidimo, kako se povezuje in v bistvu spoštuje vsako še tako majhno celico iz kreacije božanske matere in božanskega očeta. Se pravi, da dialog v naravi obstaja in upam in želim, da obstaja tudi v naših srcih, predvsem pa v naših glavah. Kultura v življenju je kot začimba v hrani. Vse gre brez nje, ampak z njo je pa vse bistveno lepše in bolj okusno.